je zdaj to, Irena? Bomo snemali, ali kaj zdaj počneš? Ja, vidiš moje bicepse. Opa! Veš, zakaj to delam? Zakaj? Zato, ker mislim, da je do 15. marca rok za prijavo za nove policiste v slovenski policiji. In glede na to, kako se obnašajo do tipov, ni glih nujno, da naj jo začel pretepati še žensk, tako da prije mene vržejo na tla. Bom jaz njega. Drugač pa lahko začneva, če si ti redi. Sam jaz sem še oblekla. Je prav? Pozdrav iz studia 136, to so vesti na vesti. Po desetletjih molka in strahu pred morebitno hudo resnico so včeraj le pokukali v hudo jamo in tam odkrili okoli 100 mumificiranih trupel, ki so žrtve pobojev iz časa II. Svetovne vojne. Ali po njej. Ugibajo, da je v jašku in drugih rovih ostankov kakih 300 trupel, ter da je laški rudnik prvi rudnik na svetu, ki je bil uporabljen kot prikrito grobišče. Marko Štrovs, vodja sektorja za vojna grobišča na Ministrstvu za delo, je za vest podal izjavo o morebitni identiteti žrtev. Govori se o tem, da so na železniški progi, ki je šla od Zidanega mosta proti Celju, ustale vlake s hrvaškimi begunci in jih peljali v to hudo jamo. Potem po tej liniji od Zidanega mosta gor se je umikala tudi hrvaška vojska, mislim, Herenčičeva linija se je umikala preko Zidanega mosta. In pa po vojni so pač po pričanjih, med katerimi tudi ta šofer, ki sem prej omenil, vozil jetnike iz teharskega taborišča. Slovence. Tako da govori se in glede na vse okoliščine je možno, da je celo Rupnikov bataljon v tej jami. Meni se ta tema zdi tema. Sploh se ne moš niti pohecati, da bi lahko vprašal, če so med unimi škornji našli tudi kakšnega takšnega. In če gremo naprej. Premier Borut Pahor je včeraj v družbi ministrice za kulturo Majde Širca, ministra za šolstvo in šport Igorja Lukšiča ter finančnega ministra Franca Križaniča obiskal Maribor, kjer se je srečal z župani 3 občin, ki se nadejajo, da bodo leta 2013 gostiteljice zimske univerzijade. Premier Pahor je na kratko pojasnil, da s strani organizacijskega odbora v kratkem pričakuje natančno finančno konstrukcijo univerzijade, s katero jo želi znova dati v presojo državnemu zboru. V sedanji konstrukciji je vrednost projekta 304 milijone evrov, dolžnost države sicer v taki močni finančni konstrukciji zgolj 15 milijonov evrov, kar je tudi sicer pomemben zalogaj, vendar pa seveda mene kot po dolžnosti predsednika organizacijskega odbora skrbi, ali bi to razliko med 304 milijoni in 15 milijoni evrov res lahko pokrili vsi drugi viri, kot si upajo zagotavljati organizatorji. So si pa ruški župan Vili Rezman, župan Zreč Boris Podvršnik in mariborski župan Franc Kangler enotni v vprašanju o viru preostalih sredstev. Struktura teh sredstev je jasna. Veliko večino zagotavljajo zasebni investitorji. Zasebni investitorji bodo kandidirali na sredstva Evropskega razvojnega sklada na razpisih. Računam, da bodo ta sredstva znali pridobiti tako, kot so jih znali doslej. Velik del je tudi sredstev, ki jih moramo za infrastrukturo zagotavljati znotraj lokalnih skupnosti. Še najmanjši je pa tisti delež, ki ga pričakujemo od vlade. Jaz ne dam za še eno planico. Mislim, kdo pa mene sploh je vprašal? Ja, na volitvah so te vprašali. Ja, v paketu, kako pa lahko tam sploh kaj veš, kaj pride? To dolga. Včeraj se je na novinarski konferenci vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko odzval na nekatere navedbe predstavnikov poslanske skupine SD ter ob 100 dnevih vladanja trenutne koalicije izrazil številne očitke, ki so leteli na počasno odzivnost v primeru sestave koalicije,
neupoštevanju predlaganih zakonov vlade v odhajanju. Kritiziral je dejstvo, da se je Slovenija znašla v družbi Romunije kot država, ki ni pravočasno predlagala kandidata za sodnika v Evropski skupnosti, zamuda pa naj bi nastala tudi pri ratifikacijah pridružitvenih pogodb Hrvaške in Albanije k zvezi NATO. Kritike so letele tudi na ukrepe vlade pri reševanju gospodarske krize. Nezadovoljstvo pa je izrazil tudi na področju kadrovanja in predvsem načinu reševanja vprašanja izbrisanih. Koalicija je tista, ki je to temo lansirala in v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo se na ta njihov korak, na te njihove korake samo odzvali. Za zahtevo po sklicu izredne seje, nujne seje odbora za zunanjo politiko, gospod Vajgl, kljub temu, da je zahteva izpolnjevala vse poslovniške pogoje, tega ni sklical, in tudi koalicija, kljub temu, da smo temu večkrat obravnavali, tako na odboru za zunanjo politiko, kot tudi na kolegiju predsednika Državnega zbora, ni storila ničesar, da bi se uveljavila mala ustava. Sporna je torej Vajglova napoved o začetku izdajanja odločb izbrisanim, ki jo je podal 10. decembra lani v Beogradu na sestanku s predsednikom odbora Srbske skupščine za zunanjo politiko Dragoljubom Mičunovićem, saj naj bi jo podal povsem nepooblaščeno. Na očitke Jožeta Tanka Ivo Vajgl odgovarja takole. Zdaj nas zanima, ali ste vi nepooblaščeno karkoli izjavljali? Ne, jaz nisem ničesar nepooblaščeno izjavil, jaz kot poslanec lahko zastopam svoje stališče kjerkoli hočem in kakršnokoli hočem, tako da je to čista izmišljotina in pravzaprav nek konstrukt, v katerega hoče umestiti neko svojo željo, dati na dnevni red temu, ki si jo želijo. Na vprašanje, zakaj opozicija vztraja v razpravi na to temo, pa je Vajgl še odgovoril. Zdi se mi, da ne gre za razpravo o moji izjavi, ampak da gre za razpravo o njihovi najljubši temi. Nažalost, ta tema odpira konfliktnost v naši družbi in mislim, da za ljudi zdrave pameti imamo kar dovolj konfliktov trenutno že. O koroškem političnem okolju komentar dneva Miro Petek. Žalostno, res žalostno. Politično okolje na avstrijskem Koroškem spominja na začetek prejšnjega stoletja, na čas okrog plebiscita. Skrajno desne, izrazito protislovenske, nacionalistične in populistične sile, ki so deželno-zborske volitve dobile na račun še vedno prisotnega duha pokojnega deželnega glavarja Hajdarja, bodo imele v prihodnjih letih v deželi Koroški absolutno oblast. In koroškim Slovencem se ne piše kaj dobrega. Slovenci v Avstriji ne more več čakati, da se bo tamkajšnja dežela Koroška toliko demokratizirala, da bodo kot manjšina končno deležni tistih pravic, ki jim zagotavljajo mednarodne pogodbe, predvsem pa avstrijska državna pogodba. Ta se po več kot pol stoletja v njenem 7. členu še vedno sistematično krši, politična klima v deželi pa Slovencem zagotavlja le še umiranje na obroke. In po zadnjih deželnih volitvah, ki nakazujejo, da se bo ta trend ne le nadaljeval, temveč še pospešil, je tudi znotraj manjšine in v sami Sloveniji potreben resen premislek. Slovenska vlada in slovenska diplomacija bosta morali odigrati bolj aktivno vlogo. Nastopil je čas, ko bo Slovenija morala notificirati nasledstvo avstrijske državne pogodbe. Nastopil je čas, ko bo o kršenju temeljnih pravic naše manjšine na Koroškem potrebno dovolj glasno seznaniti mednarodno javnost in to problematiko internacionalizirati. Od Avstrijcev pa bo treba prevzeti model, ki so ga sami uporabili pri zaščiti avstrijske manjšine na Južnem Tirolskem. Skromen rezultat lokalnih in deželnih volitvah pa je priložnost, da tudi manjšina pogleda vase in se popraša okrog lastne organiziranosti in dejavnosti. Sedaj gre za preživetje slovenske narodne skupnosti, ne za preživetje posameznih funkcionarjev, ki se jih je prijelo poimenovanje profesionalni Slovenci. Povezani in manj skregani bodo močnejši in učinkovitejši. Kriza je torej lahko tudi priložnost. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V enoti Kolodvor knjižnice Otona Župančiča se je včeraj z razstavo videodel uradno pričel že 10. mednarodno-feministični in queer festival Rdeče zore, ki bo trajal do 8. marca. Več o programu si lahko preberete na Tej.
ali na tej spletni strani. Tukaj pa nam na hitro, zakaj gre, predstavi Ana Grobler. Vse avtorice se ukvarjajo pravzaprav z resnimi in globokimi težavami v zvezi s položajem ženske v družbi. Ne? Še vreme? Nisem si mislila, da bom kdaj vesela, če najdem na svoji koži klopa, ampak sezona se je že otvorila, odstranila sem že prvega klopa. Sicer pa, če še malo poskrbimo za živalski del prebivalstva tega planeta, žabe so začele s prečkanjem cest, ki ločijo hribe, v katerih one prezimijo, in vodo, kamor se hodijo drstit ali brstit, kako se že reče. Ne ve niti on, zato jaz ne prevzemam odgovornosti, zato ker ne vem. Tako da vozniki, če vidite žabe na cesti, dajte no. Ne jih povoziti, saj se da. Malo se počasni, malo slalom, vsi ste smučari Slovenci. Tako da žabe na cestah, pozor. To so bile Vesti na vesti. Hvala za vašo pozornost. Se vidimo še kdaj. Pa, pa.